Pozdravljeni, ljubitelji resnice in ostali ukvarjalci s tem, kaj neki se dogaja in kaj, eto, mislim, po 2 letih smo prekorakali do tega, da so se začele gate malo trest vsem, ki so se delali ignorantsko, kaj se nič ne dogaja, nič ni videti. Eto vam ga zdaj ni videti, kaj pa zdaj naenkrat v kliničnem centru dobijo obvestilo, pozor, kaj pa če bo vojna, vojska tudi dobiva ukaze, da se ne pripravijo malo bolj, tam zdaj malo šetajo, Putin tera med Korejo, ladjevje, Rusko pa Ameriki, ulala, nekaj bo. Ja, vojska je edina rešitev, kar se mene tiče in tukaj smo. To je tisto, ki se mi pogovarjamo že ves ta čas, da mi ne moramo vplivati na glavne demone, to svinerijo more pucati vojska in to dela, ne? Pa ne zdaj od tega tedna, zdaj te stvari mičken prihajajo v javnost, da se pobere še te smetnjakarje, ki delajo gužvo na mikronivo, niti ni toliko mikro, ampak na državnem nivoju je kar nekaj teh pajacev, ki pa seveda tudi Musarjeva zdaj pravi, ja, prihajajo nevihtni oblaki, črni nevihtni oblaki. Ja, drži za njihov svet, zagotovo, ja, in prav je tako. Zaradi tega, ker to je bil zadnji moment, da se človeštvo reši. Zdaj, napetost v zraku je čutiti, tako na eni strani, tako kot na drugi strani, bom rekel nas, ki se nekje poglabljamo v to resnico, kaj nekaj se dogaja, nekako smo v pričakovanju, nekaj bo. Zdaj od nas se zahteva nekaj, kar pravzaprav zdaj zadnje čase mičkem bolj vnaprej devam. Govorimo o čustvih, o stabilnosti čustev, o nereagiranju in tako naprej. Zdaj, kdor še tega ni osvojil, naj proba čim več trenirati tega meditacijskega stanja, tega, ko te nekdo sprovocira, da znaš se zadržati, pa reagirati merno oziroma ne reagirati oziroma nekako povabilo na igro, povabilo na vojno samo odvrneš. Zdaj, ni simpel, ne, zaradi tega, ker ta parazitski svet je bil precej vztrajen pri temu, nekako je upal, da bomo mi popustili pa enkrat dvignili dekel, da nam uspejo dvigniti dekel, ampak tokrat v tej vojni dokazujemo, da smo mi vztrajnejši zaradi tega, ker se napajamo iz samega sebe. Zdaj, jaz sem ver za sebe, jaz sem ver lahko tudi za druge, kraja ni dovoljena in bolj bi želel, da naučim, kako se ljudje sami preklopijo na svoj ver. Enostavno nismo mi več ver, baterija za tiste, ki ne opravljajo svojega notranjega dela. To so tisti, ki mi rečemo, da so ignorantski, ne? Pa kaj pa se ni nič, pa ni nič naredil do zdaj. Jaz se 4 leta imam možgansko fiskulturo, pač moje možgane jaz treniram, povezujem med sabo pikice, tudi objavil sem prav danes, ne iščite informacij, ampak iščite odgovore na vprašanja, ki si jih sami postavljate, povezujete stvari, nič ni zdravo zagotovo in išče se znanje. Torej, išče se znanje in odgovori, ne pa informacije. In zdaj vidim, koliko sveta še vedno pada, informacija pride ven in pol iz tega, grozno število deljeno, neke jebene informacije, ki pravzaprav nikomor ne spremeni ničesar. V kontekstu, saj smo vam povedali, da cepivo škoduje. Ja, mislim, ja, in kaj zdaj? Kaj zdaj? Ja, nič ne, no, saj to je to. To je tisto, ki v bistvu je razlika med informacijo pa znanjem. Ja, COVID sploh ni bil virus, nego je bio orožje. Sam mi nekako te stvari pustimo zadaj, vsaj jaz se v to ne poglabljam preveč, ker itak nima smisla, kar je. Tukaj smo in smo zdaj, to je ta present moment, torej trenutek naše prisotnosti in pristnosti in na tem moramo biti mi bolj sfokusirani, da smo v tem trenutku in mirni in srečni in da se ukvarjamo s stvarmi, ki jih imamo radi, torej da gremo s strastjo naprej, da v bistvu se zavedamo, da je vse tako, kot mora biti in nič ni tako, kot izgleda, da mi ne moramo vojaških informacij. Zdaj jaz
Noben na tem svetu ne more vedeti, kaj je naslednji korak, ki ga bo izpeljala vojska belih klobukov ali pa galaktikov, je vse en šmoren, ker so pač to skrivne informacije in operacije. Ne? Je pa tako, da lahko malo pa povezujemo pikice. Ne? UKC, Musarjeva, aha, vojska, aha, Putin, aha, ne, blizu smo. Ne, ne more biti zdaj vojska na terenu, ne vem koliko časa. Nima veze. Če sem rekel, mi se moramo nekako čustva stabilizirati, biti v miru, je nekaj, kar nas razlikuje od teh ignorantov, ki so v veliki večini, je to, da smo mi vodniki, ki bomo držali steber luči, ko pride big disclosure. Ne? Big disclosure je v angleščini velika razgrnitev resnice na plano, torej prihaja tsunami, poplava. Ne? Zdaj, Assange je bil tudi spuščen, zdaj par dni nazaj, on je ustvaril Wikileaks, celo iz teh, bom rekel, dvoumnosti, celo obstaja, da on ni naš, pa je naš, pa ni naš. Ne bom se kaj noter spet zatikal, ker manipulacije je ogromno, vsekakor pa je Wikileaks nam odprl kar prve, bom rekel, korake, in če so ga zaprli, verjetno ga niso zaprli za dobro jutro, ampak verjetno zato, ker je začel razkrivati tisto, kar je bilo stoletja skrito, zdaj pa naenkrat pride na plano. Zdaj, na plano prihaja mnogo, zdaj tudi to je, ne, če Assange spustijo, to pomeni, da je resnica izpuščena. To je meni tudi eden izmed dobrih znakov. A ne? In resnica je na robu, da pride na plano. Zdaj, zakaj lahko tako malo nekako povezujemo, ker šole je konc, ljudje so malo na dopustih, nekako težko bi zdaj med šolskim časom, pa nima veze, šole je konc, ljudje so mičken tudi na dopustih, bolj umerjeni, kjer v bistvu moramo nekje loviti mer zaradi tega, ker bo mnogo ljudi šokiranih, ne? Celo nas, ki smo na to pripravljeni, mi smo opozorjeni, resnica bo šokirala svet, a ne? Z večjih kotov se da to razumeti in dojemati, in ta šok je zdajle pred vrati, to jutra, je to v enem mesecu, je to do konca leta, ne me za besedo vatati, ampak vsak dan je čutiti napetost večjo. Zdaj nekje sem hotel z današnjim videom se dotakniti čustev in fokusa. Fokus na kaj? Za mano je slikica, kam gleda pesimist in kam gleda optimist. Mi smo o tem ful doskrat se pogovarjali, dajte biti optimistični, zaradi tega, ker pesimizem ni v naravi človeka. Kekec ni bil pesimist, Rožle je bil pesimist, ne? Kekec pa je bil optimističen, v svemu se mogel naći nešto lipo, nešto dobro. Dokler je v kozarcu voda. Tako da dajte si imeti malo tole, da pač pesimist vedno vidi prazni kozarc, ne? Optimist pa vidi vedno, da je še, a ne? Torej, nekdo vidi pol prazno, nekdo vidi pol polno. To in pa čustva, ne? Zdaj precej bo završelo med ljudmi, ki niso čustveno stabilni. Oni bodo bezlali in iskali bodo oprijemljivo bilko. V tem fazonu, če ne boste vi dosti stabilni, vas bodo potegnili s sabo v svoj čustveni vrtinc, orkan, nevihto. A ne? Mi smo tisti, ki smo v centru očesa, trdni in mirni. To se od nas zahteva, pričakuje, narekuje in nič drugače tako. Ta vojna pač taka je in zahteva teh 144,000 stabilnih light workerjev, ki lahko zadržijo ta plas norosti, ki prihaja. Mi smo res na enem velikem prelomu in upam, da se vsaj vi, kot bom rekel moji sledilci, no pa se nimam tega na tak način, da se vsaj vi tega resnično zavedate, a ne? In da imate nekje svojo resnico, ki jo imate iz nenaučenosti, a ne? Da vi po sebi brskate. Jaz sem vam milijonkrat že razložil, moja resnica se dogaja, kadar sem sam s svinčnikom v roki, listom papirja pred sabo, nekje v naravi ali pa tle za mizo, in štrumfam med eno, drugo, tretjo, četrto stvarjo, pa dobim nek svoj
zaključek, vse sami veste malo, je Biblija, pa je Sua, pa je v Zosu, pa tako. Vse to so malno štrumfancije, ki pridejo iz mene. Niso me tega učili, a ne, nikjer, ne, kje imaš pa ver, eto ti zdaj tako sem se izviril in sem priklopljen na svoj ver. Zdaj, majčkam sem našponen zaradi tega, ker ne izhajam zdaj le čist iz te stvari, ki jih vidim naokrog, ampak iz samega sebe. Iz samega sebe pa dostkrat nekako vam tudi nakažem, bodite pozorni na sanje. Bodite, ko se prebujate, dajte zadržati misel, kaj ste sanjali, ne odpreti oči, pa takoj vžgati telefona, pa tako. Dajte malo zadržati misel, pa v njej malo pokontemplirati, pa ko odprete oči, dajte zapisati, ker je to zelo pomembno. Skratka, jaz imam zadnje 2-3 mesece kar konkretne sanje, ob katerih dajem pozornost na občutenje, torej recimo letiš, ne, pa to ste vsi sanjali, ki padaš zelo hitro nazaj, ti dobiš občutek, padel bom. Ne? Zdaj pa imamo neke občutke bolj fine, no? In občutam svašta stvari znotraj sanj, ki niso konec koncev nič posebenega, pa so. Kaj me mora nos srbeti, vsako snemanje. Nekje vam lahko povem, da v bistvu so bile današnje moje sanje nekako tako. Mnogo je na zemlji entitet. To so bile moje sanje. In prva stvar dopoldne je bilo, kako je na svetu mnogo entitet, ki izgledajo kot ljudje. Eni so dobri, eni so slabi. Gre za, morajo dobri igrati in slabi igrajo, vendar slabi igrajo nam škodo, dobri pa igrajo nam v korist. In za nas delajo dobro, predvsem vzdržujejo to vibracijo brezpogojne ljubezni, katero mi malo težko goltnemo, ne? Nekdo te udari po kolenu, pa ne možeš reči, joj, ljubim te, ne? To je tisto, ki je naučeno, da te nekdo te nalašč po kolenu, da boš tudi ti sovražil, zato ker on to maže v štartu vse. Tako da sovraštvo na nek način, ne na nek način, sovraštvo nam ni prirojeno, ampak je naučeno, ne? Zdaj eno je samo obramba, eno je pa sovraštvo in sovraštvo za nas ni dobro in ga dajte skipati iz glave, ker ne koristi nikomur. Predvsem koristi temačnemu svetu, vam pa ne. Skratka, da je več entitet na tem svetu in nekatere entitete se sprašujejo, le kako smo ljudje dovolili tako dolgo zažiranje parazitskih, narcističnih, demoniziranih ljudi, pravzaprav lastnih bratov in sester, da so nas izdali in s temi demoni šli v nas. Če bi bila stvar kontra, bi nas že davno pobili, a ne? Če bi mi recimo koga tako izkoriščali, kakor so, ti bom rekel, negativci, temačni negativci, izkoriščali nas, oni bi nas že davno pobili. Mi pa imamo neke vrste eno zelo veliko in visoko in častivredno vrlino, ali pa lastnost, ki se je reče usmiljenje. Na to noto oni tudi večno igrajo. Mi imamo usmiljenje in nismo maščevalni, in to je prav, to je lepa gesta. Bolj pa se moramo nekako zavedati, da narcistični svet uporablja taktike, ki absolutno nimajo nobene vrline. Laž, manipulacija, mahinacija, žrtje energije in tako naprej. In nekako oni si dovoljujejo pravico, da to počnejo na ljudeh, medtem ko, če ti njim to enako silo vrneš, oni postanejo žrtev. Torej, oni počnejo nekaj, kar sami ne odobravajo. In to počnejo pod krinko, zato uporabljajo laž. A ne? Torej, nam je že kristalno jasno, da nam nekdo dela nekaj, kar tudi sam ne odobrava in ker ne odobrava, to skriva in prikriva z lažjo. Kdo je torej njim dal pravico, da lahko? Valjda nihče, sami si jemljajo neko to pravico. Imajo zelo majhen možgan, so zelo razviti v izdelavi trikov, laži in manipulacij, v možganski kapaciteti so pa švoh. Vendar,
mi moramo nekako vsak sam pri sebi zavzeti držo, narcizem ni dovoljen. It is not allowed. Oni ga ne dovoljujejo, zakaj ga dovoljujemo mi? Ne? Ne je ne, to je tista magična beseda, o kateri smo se mnogokrat pogovarjali. Zdaj, oni so precej predrzni, bom rekel, neustrašni, imajo pa šibko točko. In šibka točka je, da jih skrbi, kaj bodo o njih drugi rekli. Torej, kakšna je maintain te njegove slike, torej kako on sam deluje negativno na določene tarče, mora biti zunanjemu svetu skrito. In zdaj zaradi tega oni skrbijo in vzdržujejo sliko o sebi. In njim je zelo pomembno, kaj bodo drugi rekli. Prav zaradi tega smo mi kot božji otroci, torej neprevarantski, bom rekel z druge strani, pravzaprav tarče, torej energetski elektrarne, baterije, tisti, ki jih je bilo treba stuzati, nam pa ni bistveno, kaj si drugi o meni mislijo. Slika na ven več ni pomembna. Jaz vem, da sem čist, lep in clean in da ni nobenemu ne želim nič slabega, celo drugače, vsem želim vse dobro, celo tem, ki so zaglajzali v ignoranco in v igro. Se reveži sami ven ne znajo, ampak niso toliko reveži, ker v bistvu so morilci duha, morilci vsega lepega, vseh kreacij, ki jih pač človek z dušo in srcem skreira. Oni so uničevalci. Mislim, če so sposobni Tartarijo zradirajo nas brez pike slabe vesti. Zaradi tega so si ta genocid, ki so ga spelavali, no, ni nič, njim je vse okej, tako, no, dejstvo pa je, da imajo šibko točko, no, tukaj sem hotel. Šibka točka jim je, da so prepoznani. In če izhajamo iz tega, da narcizem, morilstvo ni dovoljeno, it is not allowed, ni nobenega več pogoja, moramo targetirati točno tja, izpostaviti jih je treba. Torej, enega pa po enega. Pa začnemo na vrh. Narcistične lastnosti so žaljenje, poniževanje, posmehovanje in tako naprej. In zdaj to ni nič tacga, Janez Janša tak pač je. In zdaj on ne more biti ni dovoljeno se tako obnašati do nikogar. Do nikogar. Zdaj, če jaz znam reči ne, je to ena stvar. Sem taki moroni, se obrnejo v levo in najdejo drugo žrtev, ki se ne zna tako ubraniti, kot se znam ubraniti jaz. Ampak to še vedno ne pomeni, da je dovoljeno. Če je nekdo bolj predrzen, pa lahko. Zdaj, unka pa ni predrzen, pa ne bo. Tako da nekako dajmo v sebe dati neko stoično držo v kontekstu. Svinsko delovanje narcizma je nedopustno. Čeprav nikjer pravzaprav ni zares ukazensko pa preganjeno pa to, čeprav je klevetanje, laž, manipulacija, blatenje, ovo, vse to spada v kategorijo, bom rekel, kaznivih dejanj. Po drugi strani pa je to zapisano v 10 božjih zapovedi, kjer tudi pravi, ne laži, ne kradi, ne deli se neumnega in tako naprej. To spet spada v kategorijo, da ni dovoljeno, sam kaznovano pa sankcionirano ni, zaradi tega, ker je gmota teh parazitov tako velika, da si naš sploh ni znal predstavljati. Nič hudega. Zdaj, mi smo rekli, treba se bo prilagoditi. Zdaj njim nekaj do spremembe ni, ker to, kar so zdaj počeli, je bilo kar top, super je šlo, tako da njim ni do neke spremembe. Pa vendarle, če želijo ostajati z nami, bodo morali zavzeti stališče, spremeniti se, torej nehati lagati, nehati sejiti to tehniko in narediti notranje delo, da se lahko preklopijo na svoj ver. Jaz pravim, da v vsakem človeku vidim dušo. Boš rekel, prej si rekel, da je ful entitet, zdaj pa vseh vidiš dušo. Saj jo ne vidim tako z očmi. Nekako bom drugače rekel, verjamem, da vsako bitje, ki hodi, ima dušo, pa vem, da to spet ni res. Ampak ljudem, zdaj ne vem za te klone, ki prihajajo iz drugih držav kot migranti, pa to, za njih ne morem reči, da so
resnično rojeni po naravni poti. Zdaj ljudje, ki jih pa poznamo, ne, fizično pa vem, da pa sem Madonca, da ja, res ni on robot, sej ne more biti. In res niso ljudje roboti, so pa seveda svojo dušo toliko daleč zatavšali, da je že težko jim v brezizhodni situaciji so, no. Vendar se bodo lahko naslonili na nas, tako kot se mi zdaj naslanjamo na vero. Zdaj oni imajo to filozofijo, če ne vidim, pol ne verjamem, torej ne me jebat z galaktiki, ne me drajsati, da je Trump dober, če so poročila rekla, da je grd. Tudi Putin je verjetno grd, če so poročila rekla, da je grd, ne. In niti približno vesoljske ladje in te stvari ne me jahat, ne. Zdaj oni rabijo videti nekoga in tle so galaktiki nas, bom rekel, nas bolj ljudi, ki znamo uporabljati vero vase, vero v nekaj več kot samo to, kaj je videno. Smo nekako, bom rekel, pionirska sorta, kjer se nas bodo lahko poparjeli, naslonili in šli za nami, vendar oni izhajajo iz sveta, ki ga ne želijo spremeniti, torej so čustveno totalno nestabilni, labilni in radi bi požrli našo energijo. Zato je zelo pomembno, da znamo najti v sebi to stoično držo, mirnost in razumeti, da kaos, ki se dogaja v njegovi glavi, name ne sme vplivati na tak način, da me izteri, da me vrže stera, da me zagunca in nobenega izmed vas ne sme zaguncati. In to je tisto, kar se pač mi učimo zdaj dobri 2 leti. Bodi to, kar si, ta čisti, pristni ti. In mi smo transformerji, kot je v ozadju cel album, mi transformiramo negativo v pozitivo, mi nismo une sorte, ki delamo s kruha drek, ampak glih kontra, in mi transformiramo vso to negativo planeta v pozitivo, v mir, v brezmejno in brezpogojno ljubezen, kar pa še ne pomeni, da dovoljujemo, da se delovanje ubijanja brezpogojne ljubezni nadaljuje, tako kot so imeli mogoče vizijo, brezpogojna ljubezen, to pomeni, da Turšiča komot cuznemo, ne. Ne bo šlo, napačna filozofija, ki sem jo seveda imel možnost srečati v življenju kar nekaj, v zadnjih 2 letih sploh. Mnogo ljudi je prišlo pa šlo, ker je pač tako, da se zaznamo, da pač neki principi ne grejo skozi. Nismo vsi isti, nismo vsi na istem nivoju duhovne širine, nič narobe, vsi bomo prišli enkrat tja, kjer nam je mesto. In prav je tako, smo v shiftu, v preporodu, v dvigu zavesti in vam želim vsem ta prehod čim lažji, tako kot želijo nam galaktiki in zunanji podporniki, da bi nam šlo čim lažje. Smo brezmejno ljubljeni in brezmejno zaščiteni, ko se predamo v roke Boga. Dokler so ljudje v rokah gospodarja rdeče barve, torej Satana, devila, tako tega Luciferja, ki je z lučko zapeljal na robe, zaščite nimajo. Ker Satan se jih verjetno tudi sramuje, tako so plitki, podli, podmukli, da to ni kakva vojska. Atova vojska stoji stoično, moralno, etično in ne glede na vse obtožbe, na vse laži, na vse skupinske, bom rekel, smer kampanje, torej kampanjsko uničevanje imena z lažmi in podtikanjem, vse te tehnike jim niso uspele božjih otrok spremeniti v to, da bi postali enako grdi ali pa maščevalni ali pa tako. In to je tisto, kjer recimo sam pri sebi rečem, na tole sem pa ponosen in vem, da Ata je enako ponosen na vsakega izmed svojih bojevnikov, tako kot bomo rekli, ajde, pa naj bo duhovni vodnik, kako že, Ascension Master. In smo vodeni, na vsakem koraku smo vodeni, če le znamo prepoznavati, bom rekel, te znake, ki so na poti, vendar jih je treba videti. Me tlele dal 3 stikce nazaj,
da bom šel od začetka. Čist kole, energy transference, kako transference, prenos energije, vi imate lahko lepo zlato energijo, nekdo drug ima grdo, skozi komunikacijo in način kraje se v bistvu energije zamenjajo, a ne? Ljudje se napojijo, te lepe energije te pustijo drek in grejo, ne? Dajte čuvati, to se ne sme dogajati, tega ne smete početi, ne smete dovoliti. In ako so zdaj, bom rekel, ti parazitski prijemi, kar celo če dalje bolj agresivni, mogoče je nekako že zaznati, da kurc pa kaj pa če me vidijo sam, da jaz cuznem, moram dobiti tako pa če, zato pa so narcisi kot narkisi, kot narkomani, odvisni od same kraje in odvisni od energije, kaj ti svoje nimajo, a ne? Oni se v naravi ne napojijo za razliko od mene. Skratka, čuvajte, da vam energija ni kradena na osnovi čustvenih dražljajev, ne? Zdaj, moder človek naredi svoje lastne odločitve, le ignorantski človek sledi mnenju množice. To je kitajski pregovor, ne rabimo biti dosti brihtni, koliko ljudi deluje še dan danes ignorantsko in se posmehuje ljudem, ki probamo dojeti, razumeti in njim celo pomagati, ne? Zdaj to se miza se obrača, ne? Mnogi bodo sklonili glave, ko bodo ugotovili, da so častili demone in se posmehovali in uničevali ljudi, ki smo jim želeli dobro. Ja, trdno sem prepričan, da smo že na preobračanju tega. You are protected against anything, torej zaščiten si pred vsem. Jaz vam garantiram, da to drži, to je moja lastna izkušnja in ne rabi biti nikogar strah. Mene ni, upam, da vam to dokazujem dosti dolg časa, ker nam nič ne morajo, ker smo zaščiteni na energetskem nivoju. Prav, zdaj dajte malo upoštevati, če vam to rečem, torej stopite korak naprej v svojo pravo smer. In otroci luči bodo slišali klic in bodo znali brati simbole, ki govorijo, da je prišel, in bodo spoznali, da je prišel čas. Po celem svetu je tako in današnje sanje so bile en tak močen vzpodbudnik v meni. Jaz spremljam, tako kot sem vam rekel že večkrat, TikTok je aplikacija številka 1 v tem trenutku, kajti TikTok omogoča širjenje resnice, kot si jo demonske sile niso nikoli zaželele, da se to zgodi, pa se dogaja. Ljudje smo začeli o tem govoriti o lastnih izkušnjah, o usmeritvah, o spoznanjih, o čutenjih, o videnih, o vedenjih in mnogi ljudje, danes sem gledal malo TikTok, mnogo ljudi ima mnogo večji pritisk, kot ga je imel recimo še teden nazaj z mano vred. Ja, bodite pozorni, za koga vam je žal, nekateri ljudje so dobri samo v lažeh in igranju žrtve. To verjetno ima vsak človek izkušnjo z narcizmom, to je to, ljudje znajo biti lažnivci in igrati žrtvo. Pač to smo definirali in še bolj bomo mogli definirati, ker to v prihodnje ne sme biti dovoljeno. Nobenega ne bomo s sekero, z lopato, dovolimo pa, da se to dogaja, pa ne dovolimo več, ne? Wanna know what offends toxic people? Torej, hočete vedeti, kaj te toksične ljudi dela nervozne, ne? Kje se počutijo ogroženi? Kadar se postavite zase. To pomeni, da če se vi postavite zase, oni ne morejo cuzati. Pika. Ne morejo posrkati energije. Tako da postavite se zase, zase se lahko postavite v lastnem meru, v lastnem času, ki ga vzamete si zase. Dobro sem zakompliciral, ne? Čas, ki si ga vzamete zase, takrat sami sebe postavljate na mesto, kdo ste. Ne? In želim vam, da ste v stebru moči in tako postanete zaščiteni in neranljivi. Ja, in mi bomo nekje mogli braniti tiste, ki še niso dovolj stabilni. Zato je narcizem non-acceptable anymore. Ni sprejemljiv, ne, to po zemlji več hoditi ne sme. Pika, pa nisem edini tega mnenja.
In kadar te ljudje recimo sovražijo brez razloga, imaš nekaj, kar oni hočejo. Zdaj titule ne nucajo več, karakter je tisto, kar so izgubili na tej poti in jim gre na živce, da nekateri ljudje nimamo materialnega stanja, tako kot oni, to jih boli kurac, karakter pa imamo. A ne? In tako, zdaj, še ta je bila dobra, če reven človek nima denara, ni to nič tacga, da bogat nima časa, to je pa bolj dreka. Toliko teh materialnih dobrotah in materialnem stanju in titulah, kaj ti bo to, če svojega časa nimaš, pa še če ga imaš, ga ne znaš preživeti sam sabo in v svojem lastnem miru. Once you know the truth, you are never the same. Tako, ko enkrat zavohaš resnico, ko enkrat se spustiš vase, zatipaš stvari, jih povežeš med sabo, nikoli več nisi isti in to spada v kategorijo, ko enkrat veš, ko se enkrat prebudiš, ne moreš več zaspati nazaj. Kdor ve, ve in ne more se delati, da ne ve, če pa ve. Ne? In when you choose to forgive those who have hurt you, you take away their power. Ne? Kadar vzamete, oziroma kadar se odločite, da boste oprostili tistim, ki so vas prizadeli, takrat jim vzamete njihovo moč. Ne? Sebe osvobodite, njim vzamete moč. Jaz sem rekel, najvišja stvar v mojem življenju, ko sem jo dosegel, je to, da sem oprostil vsem in ljubim vse. Sem to pa še ne pomeni, da sem sposoben morilca za mizo pripeljati pa reči, ja, jaz te ljubim, on bo pa masakriral. To pa ne. Tako da to bodite sami previdni. Ja, mnogo je zdaj bilo od tega, nenadoma je umrl, zdaj pa mi je všeč ta, rekel, lightworkerska, galaktična, človeška lastnost je, da smo malo humoristi in ta je tudi lepa. Čas je za mnoge, da so kar naenkrat aretirani. Ne bilo dobro. Poberejo iz ulice, iz vasi, ključne ljudi, pa naj se med sabo malo meni ta druščina, ki je njihov šefek. Ojoj, ni šefka. Ne, ni ga. Suddenly arrested. Nenadoma aretiran. Pa to, ki je bil fejst, ne? Ali pa to, ki je bila fejst, gospa, zdaj pa aretirana. Jeses, ne? To bo igrca dobra. Še en tak prijazen opomnik, ne dovolite, da je vaša empatija črpana strani drugih in čakaj, to bo drugače. Do not let your empathy for others drain you to the point that you no longer have the capacity to show up yourself. Tako, vaša empatija je lahko zdrenirana, ne? Torej izčrpana energija, torej empatičnost vam požrejo dobro voljo, in vam jo lahko scuzajo do te mere, da sploh nimate kapacitete, da se pokažete v svojem stebru luči in moči. Zaradi tega je potrebno čuvati svojo energijo, in nismo več ver energije za tiste, ki zavračajo lastno delo na sebi. Zdaj ne rabimo mi njihove grde energije, oni rabijo našo, ampak oni pa pravijo, da mi njih rabimo. Tako da to, zdaj še eno stvar, bom pol na koncu, še 2 slikci imam. Those who control world give you both an enemy and hero. Torej, ti, ki so kontrolirali ta svet, so nam dali oba. So nam pokazali, to je sovražnik, pa še heroja imamo. In zdaj they have them work off one another to keep you distracted and loyal. Oni so v bistvu med tema dvema balinali, zato da so nas imeli, bom rekel, v fazi zmedenosti, v isti sapi pa lojalnosti. In zdaj, to je bila njihova tehnika manipulacije, ki jo povprečni človek, ki živi na zemlji, ne more speljati, zato ker ni mentalno pripravljen na bojevanje s tako strategijo. To je zdaj tista kognitivna disonanca, kjer smo rekli, moramo stopiti iz okvirov znanega, saj vendarle nas sovražnik ni naučil, kako bomo prepoznali sovražnika. Saj smo šola nas je naučila stvari, da sovražnika ne prepoznamo. Tako da obvezno moramo sami delati svojo mentalno fiskulturo.
in biti toliko odprti. In še to mnogi ljudje zavračajo resnico, ampak kdo resnico zavrača, kaj to mene briga, to še ne spremeni dejstev, ki so, zdaj lahko tisočkrat rečejo, nismo morili, je pa so, tako da zavračanje resnice še ne spremeni dejstev, kaj resnica je. Dobro, če smo rekli čustva, moramo imeti stabilna, sem si zapisal še eno tako dobro, nihče nas ni učil, kako upravljati s čustvi, zaradi tega smo mi s čustvi delovali narobe. To energijo, mislim, čustva so v mojem svetu razlage atomski reaktor in mi smo ta energijo kar razmetavali, kar so prihajali, pa so čupkali, vsak po svoje si je vzel kot švedskega stola, malo za jesti, veste kaj je švedski stol. To je taka velika miza, gor hrane ful. In pač ljudje žrejo našo energijo, ker jo nismo znali zaščititi. No, zdaj pa vemo, da živimo na planetu, kjer se žre dušo, žre se čustva, krade se energijo s pomočjo manipulacije. Zdaj jaz upam, da so vam te stvari že do te mere jasne, da lahko se začnete malenkost bolj aktivno postavljati v svoj steber moči, da ne boste caplali tako kot ena račka pred pločnikom, ki je treba skočiti. Treba je skočiti, ne vem, ajde, v breg pa zaplavati. Je vse v redu, račka lahko poleti in bo varno pristala in plavala. Ne caplati, dragi moji, čas je pošel, it's game over, gremo. Dajte se postaviti na noge, ker težko, bomo že, vse je v pravem času, vse je na pravem mestu, vse se dogaja tako, kot se more, ste v fazi, kjer morate biti in ne vem, nekaj vas bo streslo, pa boste poleteli. Ali bo to strah, ali bo to situacija, ali nekaj bo. Vsekakor vam želim, da ste pogumni in da imate vero vase, da verjamete svojim kriljem in da verjamete, da ko boste pristali v vodi, da ste floatable, torej da znate plavati in da ne boste se potopili. Bote prečudovito, bote optimistični, bote močni, čas je napet. Watch the movie, kokice v roke pa gremo. Gledamo film, smo v zadnji etapi in jaz sem tukaj. Bote fajn, čau.